Če malo nadaljujem to zgodbo o Chiang Maju, kaj je mene v bistvu ven spravil, ker to mi je doskrat pol folk spraševal. Jaz sem spoznal enega meniha, 18-letnega, ker smo se malo pogovarjali, Gon mu je ime. In jaz takrat njemu nič nisem razlagal, da imam jaz kakršnekoli psihološke težave. Ki nisi hotel razložiti, ker nisi... Mislil sem, da itak ne boš tekel. Jaz itak takrat nobenemu nisem tega povedal. Niti svojim frendom v Sloveniji. Aha. Jaz sem rekel, to je ena taka unik stvar, Aha, ker noben ne bo razumel, Aha. pa sam bom to solval. Razen, ko je prišlo do točke, ko sem rekel, moram iti v bolnico, da mi dajo neko pomirovalo ali pa nekaj, ker bom... V Chiang Maju? V Chiang Maju, ja. Zajebavaš? Ja. Ena noč je bila, ko sem bil tako tik pred tem, da se usedem na motor pa zapeljem v bolnico. Aha, ampak nisi šel pa bolj? Ne, pol nisem šel. A res, ampak bi si to blizu? Ja. Jaz nisem več, spal sem itak tako malo po dnevu, malo po noč, vse sem imel zjeben. In vem, ko sem se gledal v ogledalo, v temu fletu, da nisem sebe prepoznal. Tako, odstojen sem bil od sebe. In tega sem se ustrašil. Sem mislil, zdaj bom jaz znoril. A pa samo naredil, a si se bal, da boš tako nuška? To je bilo pred Nuško. To je bilo pred. Jaz sem se bal, da se mi shizofrenija razvija. Ker jaz sem zgubil stik z realnostjo. Fuck. Ampak to je bilo zaradi stresa. To je bilo čist tako. Zdaj to razumem tako. Takrat je bilo pa scary in to je še dodaten bencin na ta ogenj. In pol si v lupu noter. Tebe je strah, da se ti bo to zgodilo, ampak glih zato, ker te je strah, greš še bolj v to. In self-fulfilling prophecy. Ampak kako se je to pa rešilo? S časom? Sej to, šel sem v ta tempelj, spoznal sem Gona, tega meniha, in pa sem vsak dan tja hodil in pomagal sem mu pometati ta tempelj, pomagal sem mu rože, urejati pa zalivati. Pogovarjala sva se ful, pelil sem ga do njegove družine, ki živijo v gorovju tam, Chiang Maja. Pa sem kavo skenslil, začel meditirati malo bolj, spat, jest prav in pa postopoma je noter neki začel klit, nek mir, neka prepričanost v to, da bom prišel ven iz tega, da je bilo pač posledica 20-30 slabih odločitev, ki sem jih vsak dan delal. In ker sem nehal delati slabe odločitve, ali pa začeti delati dobre odločitve, sem počas lezel ven iz tega. In pa sem se tudi umiril noter. In me ni več skrbela shizofrenija, sem sam vedel, da je to. Pa je bil en moment, ko se ga spomniš, ko si se zavedel, zdaj sem boljš? Ne. Je bilo čist počas? Boje zdaj gre mogoče na boljš, ker nisem imel paničnih napadov več. Ker jaz sem imel tako, veš kako, zato jaz toliko verjamem, da je toliko pomembno, kako ti gledaš na sebe, na svet, pa v kaj verjameš. Jaz sem v istem križišču imel panične napade. Jaz sem prišel zjutraj z motorjem, sem šel nekam pač delati in v istem križišču se je meni začel panični napad. Ja. In pol sem že proti temu križišču vozil se in me je bilo strah tega križišča. Pa jaz ko Klemen, to je v tvoji glavi. Prijem tja in si mi začne. Mravljinci po rokah, srčni utrip. In ko se je to nehal, tako je bilo. Aha, sem rekel, ok, zdaj pa ni več tega feelinga, gre na boljš. In to je postopoma je šlo na boljš. In ta menih, Gon, glih včeraj sem se z njim pogovarjal po Messengerju. Ja, vsake 3 mesece sva na vezi. Kaj? Ja, ni več menih. Kaj? Kaj pa dela zdaj? Dela na farmi z očetom. Preselil se je nazaj v Gorovje, ker prej je živel v samostanu v Chiang Maju, ki je delal tudi šolo zraven. In njega je že takrat, ko so se pogovarjali, da je ta meniški life ni mu toliko pasu, ker je ful tako o puncah me je sprašal. Je rekel, da vidi punce, pa da tako rad pogleda. Ja. In da to mu je res težko. In pa me je sprašal, če sem jaz bil že kdaj s kakšno punco, veš. Jaz sem bil 26 let star, on je bil pa 18. Hudo. In to je bila po mojem njegova šipka. Klasika.
Ja, in je rekel, Ja, pred enim letom je rekel, da razmišlja, da ne bi bil več meniha. Ne? A se po ful cajta zdaj že? Ja, ful. Po mojem naučil se je fula, ne, se saj tako mi je tudi rekel. In kaj je komentiral, kak je zdaj seksat? Niso o tem govorili, ampak ne vem, če je. Težko rečem. No. On se je preselil nazaj v to farmo, poslal mi je sliko s svojim fotrom, živita tam. Sem rekel, kaj pa sedita, ne? Kaj grovate. Je rekel, da zdaj, ko je suho obdobje, česen. Pa jaz ko, a prodajate ta česen? Ne, pač za jaz ga imamo. Ko? Sem je bilo čuden česen, ne. Mogoče kaj z rižem delajo, ne. Ampak sem rekel, kaj pa prodajate zdaj, kaj ni? Ne, zdaj nič. Zdaj je no income season, kaj pa rainy season, pa prodajo čaj. Se pravi, liste čajovcev. In sem vprašal, koliko pa zaslužite, ko je rainy season, ne. Pa rekel, da so 3, mama, oče pa on, sestra sta že poročene, 2 sestre ima že, živita v isti vasi, ampak z svojimi možmi. Je rekel, da 1500 batov na mesec. Oni 3 zaslužijo. To je kaj 40 evrov. 40 evrov. Ne. Na mesec? Na mesec. Ampak skozi celo leto, on average. Ne, ko je samo inkom, ko ni inkoma, ni inkoma. Ja, oni živijo v kolibi, tako, na tleh imajo korišče, kuhajo pač to, ne. Ampak on je res happy, ne. A ja? Ja. In včeraj sem mu rekel, ti si meni takrat ful pomagal, ne. Ful si mi pomagal, ker sem bil v enem dark placeu, kako? Ne. In mi je napisal, stari to, on pa prav. In rekel, ja, da ni panike, da mi je pomagal, ne. Pa sem rekel, da sem bil v dark placeu, pa je vprašal, zakaj. What were you suffering about? Pa sem rekel, my mind. I was alone and unhappy. And you helped me then. Pa mi je napisal, don't worry, be happy, my friend. Life is short, don't be sad too long. Je taka enostavna stvar, v kateri je resnica. Ne? Veš, kjer kvot mi je dal en moj best friendov, 10 plus let, sva si precej close. Mi je enkrat za birthday prinesel rastlino, pa vsi, ki me poznajo, rastlina je bila zadnja stvar, ki mi kupiš. Ampak mi je prinesel neko rastlinco in na tegelc je napisal samo life is easy. In to je bila najbolj pomembna stvar, ki sem takrat mogel slišati. Life is easy. Ampak če bi to videl kjerkoli, pa dobil od kogarkoli, ne bi štekel. Ker je dala prava oseba, sem rekel, čakaj, zakaj toliko beden kvot napisal? Life is easy, mislim, da je bed na Google, pa nekaj božga. Ampak kako, life is easy. Ja, življenje je tako, kot verjameš, da je. Lahko je zelo hard. Lahko je pa easy. Kako, life is easy. In spomnil sem se na to, kar je on rekel, don't be sad too long. A veš, kako oni živijo, ne? Oni živijo čist drugačne in jaz za njega vem, da ne safara. In mi vsi bi safarali. A te mika, da bi ga šel obiskati? Ja, sem mu rekel, če lahko prijem na obisk, je rekel itak, ampak zdaj ne more, ker je njihova vas je zaprta zaradi covida. A res? Ja, tam je ful stroge. A to je že Mjanmar, a to je še Tajska? Tajska. Chiang Mai proti Mjanmaru so, a veš, kaj greš proti Paju? Ja. No, tam na unem gorovju. So vasi in ena izmed vasi je njegova. In zaprte so, a res? Zdaj so zaprte, je rekel, zdaj so zaprte. In zdaj sem, včeraj sem šel spat, bral sem Hesea, to Siddharto, pa malo sem zraven razmišljal, pa sem se spomnil, da bom tako naredil. Ne? Zdaj sem mu poslal nekaj keša na njegov tajski bančni račun in v ponedeljek bova videla, če je šlo čez. Na moji strani je šlo vse čez, pa je bilo successful. Pa bomo tako naredili. Ne? Ta podcast ima neke te supporterje, ki donirajo na mesec. Mislim, da jih je 70 ali 80 zdaj ljudi, ki dajo 5 evrov na mesec. A samo 5 lahko daš? Lahko še druge bakete, še druge narediš, mogoče bom to naredil. Tako da bom to spremenil, da 50% vsega tega bo šlo direktno njemu, Gonu, oziroma njegovi družini.
ampak to bo za njih ful nek šok, a veš, vsak mesec, tako da mu bom izrecno rekel, naj proba v vasi malo pomagati še drugim, a ne. Ker tam jih je, mislim, da jih 31-40 živi, a ne. To sem se prav včeraj spomnil in bomo to naredili, ja. Če bo oni dobili 200-300 evrov na mesec, ne, to je krat 10 na mesec, ne. Tako da bo res impact, ne. Res impact. Zdaj bi like delo tle study, happiness v vasi before, your intervention. Same. Ne, slabše. Slabše, no. Ker se pa pobijajo. Ja. Ne, ne, ampak mislim, čudil sem, da je to prava odločitev, no, mislim, dal mi je neki vedeti v meni, da je to prav, ker mi je v bistvu mogoče celo rešil life, ne vem, kaj bi bilo, ne. Daj pokaž mi to fotko, ki ti je poslal s fotom, a imaš? Imam, ja, bom tudi, bomo dal gor na video. Full nice. Ja, full. Zdaj ni več pobrita, ne? Zdaj sem ga prvič videl z lasmi. Koliko sta cute. Ja. Ampak on je Tajc. Ja. Aha. A ti si mislil, da je zahodnjak? Ne, to ne. Tajci so, ja. Njegov oče ne zgleda, mislim, tako zgleda. Tam si, da na severu so ful zmešani, veš, tam Jan ima, no ne vem. Ja, mislil si, da če so Podmežani. Ja, verjetno so malo miks, ampak ti Tajci na severju so itak tudi malo manjši. Kaj pa zgleda ta soba? Ja, to so... Viseča mreža, ne, verjetno spi nekdo klepa. In mobitel ima, to je to? Ja, mobitel ima. Vse imajo vsi mobitel zdaj. Ja, mobitel vsi. Facebook ima. Kako hodo. Tako da, ja, to bomo naredili.